The more you approve of your own decisions in life, the less you feel the need to have them approved by others. Evo, sončki, dobrodošli nazaj. Danes je z mano, ko bi rekel, gost, ki se je, tako kot si že bil, trikrat, dvakrat? Dvakrat. Evo, danes tretjič. Gospod Drinovc, dobrodošel nazaj, kako si? Ja, super. Ti že veš, da jaz razmišljam dosti o dopustu zdajle v Aziji, tako da se bova kar dosti pogovarjala, mogoče tudi o tem, kako so dirke pa to potekale, ampak najprej bi šel pa mogoče rad na eno vprašanje, ki me zanima, ki zdajle sploh v rekreativnih krogih se kar o oren govori. Fitness za kolesarje. Koliko si ti kaj treniral v fitnessu, glede na to pač, da si prišel na nek nivo, kar se tiče kolesarskih dirk, pa me zanima. Ja, fitness definitivno bi priporočil vsakmu. Okay. Celo leto, ne samo čez zimo, tako kot so eni pač delajo. Je pa res, da najbolj fajn je, če imaš doma. Recimo, jaz imam doma to osnovno orodje, se pravi ročko, uteži, bench in ker to pač je zagovarjam, da je treba celo telo delati, tudi če si kolesar, se splača. Zdaj, ko ga jaz delam, lani sem bil res priden čez zimo, sem delal kar tako 2-krat, 3-krat na teden, po pa sem v bistvu aprila rebra zlomil in se je to pač pol malo nehalo. Sem spet začel malo nazaj delati, sem ključnico zlomil, tako da je bilo pol katastrofa, kar se fitnessa tiče. Ok, zdaj pa še ta bojazen, ki imajo vsi kolesarji. Kako pa to, da če si toliko delal v fitnessu, da nisi rado kot Schwarzenegger? Ja, to je bolj važen, kaj delaš, pa koliko delaš, pa pol tudi koliko ješ, a ne. Okay. Zdaj, jaz mislim, da če imaš neko normalno prehrano namenjeno kolesarjenju, predvsem lahko delaš v fitnessu, glih kar češ, pa ne boš nekaj bulkov. A pa si v tem času, ko si bil v fitnessu, si delal na isti dan, tudi si šel tudi kaj na kolo, ali si imel tako, da dan, ki je bil fitness, rečemo, si imel fraj? Veš, ko je, jaz čez zimo sem itak pri biatlonu, tako da načeloma sem hodil zvečer, ampak recimo, če gledava sam za kolesarstvo, recimo, oziroma za kolesarje, kako je moje mišljenje. Več kot pol ure tam nimaš kaj za početi, z ogrevanjem vred. Recimo narediš, jaz zagovarjam, zdaj če znaš te olimpijske dvige, se pravi potek nalog za eksplozivnost, je zelo dober, ampak to delaš recimo, ne vem, 3x5 recimo narediš, ali pa od začetka recimo, ne vem, 3x8, pa narediš pa eno vajo, enkrat mogoče počep, enkrat deadlift, ne vem, 5x5, 5x3, max dvige, na koncu narediš pa še, ne vem, malo za zgoren del, malo asistence in to je to. Pa imaš ti ful malo pauze vmes? Ne, pauze si lahko vzameš, ne vem, 3 minute recimo, pa pride pol to vse, ali pa vmes narediš recimo, ne vem, narediš počepe, pa narediš, ne vem, neke zgibe ali pa ta pull down. Pač moraš biti efektiven, ne? Še zmeraj ti predstavlja osnovo kolo. Okay. In tudi, ne vem, greš isti dan, recimo, ne vem, zjutraj narediš trening na kolesu, popoldne narediš pa fitness. Se pravi, sploh znotraj sezone. Recimo, če greš enkrat na teden, 2-krat na teden, prideš, naložiš na štango, kaj jaz vem, za ogrevanje, ne vem, 50 kg, narediš 5, 6, 7 počepov, naložiš še malo več, narediš še enkrat, pa narediš pa, ne vem, 5 ali pa 4 sete in je to. Boš ohranil tisto moč, ki jo važno je, da je skozi stimulus, da ne prekinjaš. Ja, ne, sej, sploh v sezoni mi je nekako logičen, sam off-season, pismo, veš, da mi pa v pol ure jaz glih naredim po moje 2 vaji pa pol, če delam tako max effort, ne, pa da delam 5-6 ponovitev, pismo, jaz, ja, tako si rekel, 3 minute pauze vmes rabaš, če narediš 4-krat, je to že 12 minut, se pravi si že na 20 minut plus z 2 vajami. Ja, se pravim, jaz kaj dost več nikoli nisem delal, že prej, ko smo skakali,
jaz sem bil prej v skokih, je isto bilo, vmes kakšna še pač kakšna pliometrija. To tudi zagovarjam, da ti majhen telemotorike ostane. Ampak ja, jaz mislim, da če narediš, zdaj seveda, če bo šel ti v fitness, bo takoj na uro. Ja. Ker itak so še druge naprave, pa te potegne, če ne drugega. Ja. Ampak če pa doma delaš, pa res enkrat narediš počepe, enkrat narediš mrtev dvig, kakšno vajo še za zraven, to je pa to. Okay. Dobro, evo, zdaj ste slišali še iz strani tekmovalca, zdaj pa greja midva na letošnjo sezono. Ti si imel pestro, ne samo s poškodbami, v klubu, vem, so se pogovarjali, si bil ful vesel, so šli na licenco višji. To si imel, ti si bil zdaj v avstrijskem klubu? Ja. Okay. Daj povej, kako je kaj potekalo, kaj lahko poveš, kaj ne? Ne, jaz lahko povem, sej ni nobena skrivnost. Pač jaz sem vozil za Arbo Kärnten Sport letos. To so tukaj v bistvu z Koroške. Par Bad Kleinkirchheimu, ekipa. In res, zdaj sem bil 2 leti tam, oziroma let pa pol. Kdorkoli me je vprašal, same pohvale. Res je, zadeva je špilala, zmeraj smo imeli mehanika, zmeraj smo imeli športnega direktorja in je bilo res pač v redu. In lansko sezono, ravno takle čas so rekli, da bo Continental ekipa. In sem rekel, ajde, gremo še en let. Čeprav malo me je že tudi imel, da bi nehal pa to. Ampak sem rekel, ok. In letos pa pač, ne vem, po domač povedano je bilo katastrofa. Res, nismo imeli ljudi, ki bi, pač tisti, ki so bili prej zraven, ki so delali s srcem, pa ki so bili zastonj zraven, so rekli, zdaj hočemo mi imeti pač tudi neko dnevenco in management pač ni znal to speljati. Mi smo imeli samo srečo letos, da sta 2 tekmovalca bila gor, 2 kolesarja, ki pač sta šla očeta zraven, če sta le lahko. In tako da smo v bistvu lahko sam hvaležni tem 2, da sta hodila zraven, pa za ukrepne postaje, pa tudi, ne vem, prijatelji, pa punce, tako da smo nekako speljali, ampak jaz res upam, da bojo za naslednjo sezono pač malo to popravili. A pa je v vseh teh klubih, rečemo, ki so na tem nivoju, da se ti zdi, da je tak princip, kakor ste ga imeli vi. Se pravi, da če nimaš ti pomoči, ne vem, ali prijateljev, staršev, punce itd., da praktično sploh ne moreš... Ma ne, meni se zdi, da recimo, če pogledamo zdaj Faktor v Kranj, poznam Adrijo, tudi poznam, je to zadeve špilajo. Pač imaš vsaj tisto osnovo, se pravi, imaš ti mehanika, zdaj tudi, če maserja nimaš v končni fazi, ne, sej brez masaže bo že, ampak recimo športen direktor, mehanik, pa mogoče še en, da malo pomaga z bidoni, pa da gre na ukrepno postajo, to je pa pač must have. Dobar si omenil športnega direktorja. Daj za nas laike razloži oziroma povej, kako ti športen direktor pomaga se pravi sredi dirke. Sredi dirke niti ne. Recimo, ne vem, zdaj, ko smo bili dol v Indoneziji, pa to, ko greš v avto, ti da kakšno informacijo, čeprav načeloma se ve, koliko je pač skupina obežnikov spredaj ali pa to. Bolj je to, da je logistika špila, da se pravi sestanki pred dirko, da se naredi nek urnik za naslednji dan, bolj je to. Se pravi, da imaš ti čim manj skrbi. Tako, da nisi v bistvu prepuščen sam sebe. Ker recimo zdaj, če so to neke dirke, tako kot je bilo v Indoneziji, ko je to vse zjutraj, v 9 štart, ob 12 enih si ti konc, v končni fazi tudi, če pravi kolo sam spucati, pa če se moraš še kaj sam obrniti, ne vem, pač pripraviti bidone, kakorkoli, je to izvedljiv. Zdaj recimo na Kitajskem ali pa v Evropi, ko so dirke, recimo pa transferi, da prideš ti zvečer v hotel, naoš ti pol še do ponoči tiste bidone rihtal, pa kolo se s kolesem zafrkal. In tam je recimo, tam ekipa odigra pač pomembno vlogo. Ja, sej. Razumljiv, da si ti lahko spočiješ, pa da si ready za naslednji dan. Ja. Ok.
Kako pri tebi poteka pol tale, rečemo, ti si vozil, v Evropi si vozil za en klub, pa zdaj, ko si šel v Azijo, si vozil pa za klub? Jaz sem zdaj v Aziji vozil v bistvu za 3 različne klube. Aha, Jaz sem tukaj v Evropi, se pravi po kranjski dirki, so pač tudi naš klub je rekel, da ne bojo se več dirkali, oziroma bila je samo še ena dirka avstrijske lige. In jaz sem pa zvedel glih malo pred to dirko, da je v Indoneziji ena nova dirka, 10-dnevna, po 3 otokih v bistvu. In ja, pač toliko manj dol kontaktov, da ni bilo problem ekipe dobiti. Na prvo dirko sem šel za avstralsko ekipo in pol sem jaz planiral, da grem za avstralsko ekipo na ta NTT tur in pol si vzamem en mesec, sem rekel, ali bom šel na Tajsk, ali bom ostal v Indoneziji, kakorkoli, malo dopust. No, pol sem pa planiral še, da grem na to dirko v Malezijo, Tour de Gateh, to je bila pa ta zadnja, ki sem jo vozil. No, pol se je pa vmes se je pa pokazala priložnost, ker sem na tej prvi dirki drugo etapo prevzel rumeno majico in je prišel ta športni direktor od ekipe 7-Eleven, to je pa filipinska ekipa, do mene. Je rekel, če bi pač podpisal za njih, da grem z njimi na Langkawi, pa še na par dirk na Kitajsk. In seveda sem sprejel, sem rekel, boljš to pač dirkane, pa da en mesec tam sem pa kaj prekladam. Ampak problem je bil, ko sem jaz imel Continental licenco. Jaz sem pol mal pobrskal po internetu, če je sploh možen prestop. Kakor sem jaz zvedel, ni bilo možno, ampak on je meni rekel, lej, dobot mi spisanco iz kluba, iz avstrijskega kluba in bomo mi uredili. Jaz sem rekel, zgubiti nimam kaj, pišem na klub oziroma enemu mojemu sotekmovalcu, če mi lahko izpisanco zrihta, kaj pač tudi v managementu zraven. Ni bilo problema, mi je poslal in res so zrihtali, v 10 dneh sem štartal po Langkawi, pro dirko. Kaj si povozil tam za en bajk? Ne, vozil sem svoj bajk. Lapierre. Lapierre, ok. Lapierre sem v bistvu, Lapierre sem odkupil od ekipe, ko sem šel. Čakaj, niste imeli tle Grčoti? Grčoti smo lani imeli. Aha, ok. Vse Lapierre sem že tudi tle predstavil. Aha, ok, pizda, jaz to že pozabim, zlata ribca. Ok. Tako da, ja, vozil sem svoj kolo. Pol, ko sem podpisal za 7-Eleven, je sicer ta pač rekel, da mi lahko zagotovi kolo, ampak ne za prvo dirko za Langkawi. In pol sem rekel, zdaj za 8 etap na Kitajskem, pa tudi vprašanje, če se splača, da pač vozim njihov kolo. Vozijo Elfse. Aha, ok. Tako da sem pol v bistvu ostal na svojem kolesu. Pismo škoda, ker bi lahko povedal še, kako se tebi voz. Elfs? Ja. Vse sem ga pelal. In? Pač tam je uprema Ultegra gor, pa tudi mislim, da tist, ko sem se jaz vozil, je bilo, obroči niso bili te Elite Drive, ampak so bili eni malo slabši gor. Isto še te karbonski? Karbonski, ja. Pač tako bom rekel, ni slab kolo, ni pa recimo na nivoju Lapierra. A pa to si vozil tega Aero ali unga klančarski? Vanjar. 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 Ampak ok, na Lapierru imam Princeton obroče. Če dam na Lapierra kakšne druge obroče, je tudi ni to. To so se že off-air pogovarjala. Ok, povej, Klej, ki si dirkal, ti mi so se že malo pogovarjala, kam bi šel, mogoče še na dopust ali pa greva, zavrtiva nazaj. Najprej te moram vprašati z Grčotijom pa Lapierrom, a si opazil kakšno razliko med kolesi, sta ti bila oba dva dokaj v redu? Ja. Grčioti, recimo, prej sem govoril z Gregom, ker so jih tudi z Boletom, ker so jih vozili oni leta 2017, mislim, v CCC-ju, je rekel katastrofa. No, zdaj je tudi on je probal, pa je rekel, da je pač, da je drugače. Jaz se spomnim takrat, ko smo bili pri Gregatu, ko smo posneli, ko sem ga prijel v rok, pač meni ni bil, pa tudi za pogledati je bil pač tak. Ja, lušten kolo. Ok, zdaj pa greva na dopuste. Če bi šel v Azijo kolesart,
kje ti je bilo najbolj všeč, tako da bi bil stacioniran na eni točki, pa da bi kolesaril? Ja, jaz mislim, da se najbolj splača iti Tajska, Chiang Mai. Okay. Tam je recimo tudi ta kolesarska skupnost kar močna. Se pravi, lahko najdeš group ride, vse. Tudi teren je v redu, poceni je. Drugače priporočajo za kakšen ta bikepacking, nisem še bil. Bil sem v Vietnamu, ampak nisem pa tega počel. Jaz sem bil na dirki. Vietnam. Vietnam je tudi noro lep. Drugače pa, tle, ko smo bili mi v bistvu te otoki, se pravi, zdaj točno ne vem, mesto je Kupang. To je od Džakarte, imaš še notranji let, cirka 2 ure. Timor je otok. In tam je recimo tudi tako zelo lepo. Ali pa še posebej Flores. Flores, če si ljubitelj klancev, ceste so dobre. In je res tako, za voziti je super. Okay. Imaš, pač nimaš pa metra ravnine, ne? Juhu! Ja. Če hočeš ravnino, pa je to Dubaj. Ja, tam je pa po moje preveč. Ja, nikoli ni za vse. Jaz sem tebe tudi vprašal, kako je pa z kremami za sonce? Ti se kdaj mažeš, se ne, tekmovalci? Čist različen. Eni se ne. Jaz se ne. Zdaj, je to dobro ali ni, vsak ima svoje mnenje. Ker jaz na to tako gledam, pač po rokah, pa po nogah tam, ki si pač že imaš neke barve, tam te tudi ne bo toliko užgal sonce, da bi zdaj pa pač neke opekline dobil. Zdaj, če grem na bazen ali pa na plažo, se normalno namažem. Okay. Ampak zdaj za kolo pa ne vem, recimo zdaj, ko sem bil v Indoneziji, smo imeli zelo kratek rokav na dresu in pač tle sem se namazal. Okay. Ta del. Da se pa tukaj mažem, ko imam itak že toliko barve, pa ne vem, ne vidim nekega razloga. Ja, jaz sem videl par videov, od letos sem bil klele zadnji. Ja. Kle sem bil, ja, ne vem. Jaz mislim, tako bom rekel. Moje mnenje je, da namažeš tiste dele, ki so pač izpostavljeni, ki še recimo, Ko so beli pa... Tako. Ja. Ker recimo tudi tle dresi pridejo drugačni izrez in normalno, če všel ti, ne vem, 5 ur na sonce, pa da imaš tle še nič rjav, te bo opekala, takrat se namaš. Okay. Čak, ti si rekel, na Tajski si že bil še ne? Ne. Okay. Tajska je bila letos v planu, ampak pol pač se na srečo ni šlo. Kaj pa rečemo v Aziji zdaj, ko si bil? Tam je vse bolj bazira na rižu, teh riževih nudlih. Ne vem, kaj v Sloveniji se mi zdi, da tudi dosti nas je, a kakšen riž prej, pa pol meso zraven, ali pa ne vem, mlečen riž itd. Kaj pa se rečemo, tam je za zajtrk, pa tako preden greste, ne vem, če se hočeš nafilati z zohaj. Ja, to je 100 ljudi, 100 čudi. Tam dobiš vse. Pač to ni nikoli problem. Eni jejo zjutraj riž. Recimo, meni najbolj ustreza, jaz sem se že navadil, kruh, marmelada pa banana. Kje tam dobiš kruh? Kruh dobiš povsod. Ne dobiš mogoče nekega sourdough ali pa nekaj takega. Tudi se ga najde v kakšnih dobrih hotelih, ampak drugače pa toast. Vse je bil toast, vse kaj pa rabiš za pred dirko drugega. Ne vem, meni to nekako najbolj ustreza po dirki pa itak dobiš ali pašto ali ta nazi gorenk imajo, ki je v bistvu riž s piščancem pa zelenavo. Ne vem, jaz mislim, da glede hrane dol ne boš pogrešal čist nič. Ja. Daj mi še povej z temu, ko si šel v Azijo zdaj dirkat na koncu, kako si bil pa tam zadovoljen, rečemo samo organizacijo s klubom, je vse štimal? To je next level. To jaz mislim, da tle v Evropi moraš biti ali zelo dobri konti ekip, ali pa recimo pro konti, da imaš tak support. Recimo zdaj na te zadnji dirki, ki sem bil, sem vozil za indonezijsko ekipo, to je klub ekipa.
Se pravi, to je ekipa, kot pri nas recimo Bled. Pa smo imeli 2 mehanika, maserja, športnega direktorja, eno punco, ki je v bistvu nosila v bistvu po etap cuneprat, pa v trgovino je hodila po zadeve za naslednji dan, pa če smo kaj rabili. Pa še šef ekipe je prišel za en dan v bistvu. Tako da se pravi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ljudi za 6 kolesarjev. To je, če mene vprašaš, pol preveč, ne? Ampak vsak par rok prav pride. Ja, okay. Recimo, ko sem dirkal pa na Kitajskem 7-Eleven ekipo, smo pa isto imeli, malo manj sicer, ampak tam pa če bi imeli, ne vem, 8 ljudi, pa bi še gagali oni. Ker za stav je bilo tam nenormalno težko. Ta dirka, ta druga, ki sem jo vozil Turov Gužov, to smo bili od 7 zjutraj do 7 zvečer ali pa 8 na avtobusu. Vmes pa dirkali. Ja, kaj je bil v bistvu transfer tako dolg? Transferi so bili, problem je bil, ker je bila še ženska dirka istočasno. In mi smo etapo zaključili, kaj se vemo, pol enih, pa smo pa tam na cilju čakali še 3-4 ure, da so še ženske zaključile. In pol še 4 ure transferja. In ta je bila tako. Ponavadi je dol zadeve špilajo tlej, pa jim malo izpod kontrole ušlo. Ja, mislim, logično je, če ste vsi v istem klubu, pa da pol morate čakati. Ne, problem je bil, ko je organizator zafrknil. Mi smo imeli, se pravi, fantje smo imeli ekipe svoje avtobuse, pa ženske so imeli svoje avtobuse in ne vidim razloga, zakaj pač smo mogli čakati. Ker komod bi moška karavana šla, tako kot gre ponavadi, ne vem, 1 uro po cilju ali pa kakorkoli. Ja, okej, ja, tudi meni jasen je. Ja, nobenemu ni bilo jasen, tako da. Ja, okej. Kar se tiče telih dirk, pa tako, kakšne so pa kaj nagrade v primerjavi z Evropo? Dobre. Recimo, tle v Evropi jaz še nisem pač te naše dirke, se pravi druge kategorije oziroma prve kategorije, ne vem, ponavadi je tam Jurija za zmago. Mogoče Jurija 200, to je to. Dol je prva dirka, ko sem jo vozil, ta 10-dnevna, je bilo recimo $100,000 sklad. Na Kitajskem je bilo še malo več. Langkawi je bila pro dirka, tako da tam nismo nič kaj dosti zaslužili. Mislim, da smo nekaj na letečih ciljih pobrali. Tam je pač tudi dober denar, ampak tam je bilo res težko kaj dobiti. To je tako, kot bi rekel dirka po Sloveniji. Recimo boš zelo težko ali v 20 končal ali nekaj dobo. Se ni bila ta Langkawi tudi na televiziji prenosi? Eurosport je pokrival, vse je Pro Series. Drugače pa recimo ta zadnja, ki sem jo pa vozil, je pa prišel tudi Aljaž Turk iz Adrije dol, se je tudi malo navdušil. Je bilo pa sicer, mislim, da je bilo €50,000 ali $50,000 sklad, ampak je bilo pa ful čudna distribucija. Ponavadi imaš prvih 20 dobi, oziroma na Kitajskem tudi prvih 50. Tukaj so naredili pa v bistvu prvi 3 v etapi, prvi 3 klubi v etapi, pa je prvi 3 U23, pa prvi 3 local team, se pravi za njihove, za Malezice. In vsem za etapo je bil kar dosti majhen denar. Ni bilo, ne vem, mislim, da je bilo €400 za etapno zmago. Bilo je pa ful za generalno, ampak spet samo prvi 3 in iste klasifikacije. In prvi dan je bil ekipen kronometer in mi smo pač, ne vem, mislim, da smo bili 13. ali 14. Zaostali 2 minute pa pol za prvimi. In smo kuj videli, da pač tisti ekipen kronometer bo odločil dirko, kar se je tiče. Pač generalnega. In mi smo ugotovili, pa bili smo pa druga ekipa U23, ker smo imeli pač 4 U23 fante. In smo mi takoj zamenjali cilj, gremo mi na U23 tim, na koncu, da to generalno zmagamo, ker tam se pač največ lahko zaslužimo. In tle je zanimivo, kako pač ti ne gledaš več nase. Zdaj pa jaz naredil rezultat. Mene je bilo dejansko vseeno, ali končam etapo zadnji, ali karkoli naredim,
Hodil sem po bidone, malo sem jih teral in na koncu nam je ratala. Ne. Ne, V to je- 23 smo pač vsi nekaj zaslužili. Se važno je, da pokasiraš na koncu dneva. Točno to. Pa še vprašanje, kako pa to, da si, ker ti vem, ti si neki cajta si, koliko ene, 3 do 5 let si dirkal praktično skozi v Aziji, a nisi? Jaz še sem 10 dirkal, let ja, nazaj. ne. Ne, 10 let nazaj še začel nisem. Jaz sem Opa. začel 2016. Vem, da sem bral na biciklu, po moje, ki si delal neke bloge. Ja, to je bilo 2018, 2019. 2017 sem bil prvič. Okay. Bo počasi 10 let, ja, ampak pred COVID-om. Okay. Kako to, da nisi, rečemo, tam se prav zabarikadiral pa vstal, glede na to, že takrat so bile nagrade tam dosti dobre, ne? Pa se mi zdi, da vsaj zdaj, ko gledam, ne, te, ki vozijo niše, tam je tudi ta najboljši Avstralc, ne, ki je bil prej, se mi zdi, da je vozil za Jayco. To ne vem. Mislim, za eno protur ekipo, no. Se Ja. jaz tudi z enom... Je pa ta Dylan Hopkins, ki je za Gusto vozil, je tudi pri njih bil. Okay. Te rožaji, te so zelo dober klub. Kako da nisem tam ostal, ja, zaradi COVID-a. Aha. COVID je zafrknil kar dober zadeve. Jaz sem 2019 raven podpisal za Kitajce, za Mioji. Okay. Tiste je bila zelo, zelo dobra ekipa, zelo dobra pogodba tudi. No, pol je pa prišel COVID 2020 in dobivali smo plačo, se pravi prve 4 mesece, pa se je pa itak vse zaprlo. In pol tam ni bilo do, mislim, da se je lansko let, da lahko rečemo, da je bilo manj sicer kot prej, ampak da se je začel nekako nazaj postavljati, no zdaj pa mislim, da je pa že več, kot je bilo pa prej. Zdaj so pa pač prišle dirke nazaj, sploh Kitajska. Kitajska je zdaj nor trg. Mislim, noro, kar se tiče, mislim, da imajo ali 13 ali 15 kontinental ekip. Zdaj, ko smo mi dirkali tam, je bilo 5 dirk v istem terminu. Tako da... Pa ja, se Kitajska je... Ja, to je tako veliko, da je kot Evropa že skoraj. ja. Pa sej, po moje, da je nekako logično, ker zdaj tudi že v Evropi vidimo polhan enih brendov, tudi prihaja iz Azije, predvsem pač iz Kitajske, ne? In je logično, da hočejo, v bistvu, da delajo tudi na dirkah in vsem, če imajo, rečemo, že v Evropi je kar neki, rečemo, teh proizvajalcev, zdaj mogoče že bolj priznanih rad, ali kukar je bilo pa še mogoče 2 let nazaj, ne? Ja, počas kar prihaja sem kitajski brendi. Tudi po moje, kar se tega naročanja pa distribucije tiče, to zdaj veliko lažje, kot je bilo pa prej. Je pa to mi tle, ne vem, zdaj te niš kolesa, Elfs kolesa, pa zdaj sem videl neki še Sava Bikes. Ja, pa Recimo, Wingspace, Ja. Wings. pač 4-5 firm, da mi zdaj tle poznamo nekako. Ne? Pa Elite Wheels so pol Ja. za obroče. Tako. Hunt so mislim, da v Angliji, ampak kukar jaz je to tudi Kitajsk. Pol imaš še une Tokyo Wheels, pa Far Wheels. Okay. Ne vem, jaz pač, pa se mi zdi, da tako dosti poznam ta trg, ampak poznam mogoče 5 firm za kolesa, pa 5 firm za obroče. Ko pa tam prideš, pa vidiš, kaj to vse obstaja, pa kakšni so to kolesa. To je res pač lep bike, vsaj na pogled. Recimo bomo šli dol iz, mislim, da je Tajvan ali pa ne vem, kje delajo Polygon Bikes. Res je, recimo ena indonezijska ekipa, ta Nusantara, jih ima v taki zeleni barvi. Zeleno-črna. Res lep kolo. In jaz mislim, da bo to skozi več sem prišlo, ker bo pač tudi ljudje to sprejeli, da pač ni samo, da imaš ti BMC ali pa Pinarello, sploh mlajša generacija. Ker dobiš ga pa za pol cene dejansko, če gledamo na enega kolnagota. Je pa tako. Pa še ne reče, ja, pa je to Kitajc, pa se mi bo balanca zlomila. Ja, ni to zadeva iz AliExpressa za 50 €. Še zmeri te pride kolo, ne vem, 8 €. Top. Ja. Pa se tudi, jaz zdaj, ki sem, rečemo, glih rotori, te so iz AliExpressa,
In moram reči, da AliExpress je tako, kot da bi rekel mimo vrste. Kaj zdaj, če boš na mimo vrste kupil, pa nekje narobe, ne. Še zmer, jaz pravim tako, če kupaš od brenda je ok, zdaj, če kupaš po naredek, tam je vprašanje pač, kaj si kupil, pa kako je z garancijami in tako naprej, ne. Če kupaš pa ti pač neko znamko, ki pač prodaja na AliExpressu ali pa na kjerkoli drugi strani, pa zaenkrat, ne vem, tudi za določene te verižnike, ki so se pojavili zdaj, ki so barvasti, sem jaz slišal od parih že, da so zelo zadovoljni, ki jih rečemo na rundi jih imajo, pa veš, to pride verižnik, ki je, ne vem, 80 €, teža je ista, kakor je za Dura-Ace, kompatibilno je vse. Tako da, ja, zdajle mislim, da v roku parih let bomo kle v Sloveniji videli kar neki stvari, ki bojo malo drugače sestavljene, kakor so bile pa letos, ne? Mislim, do zdaj. Ja, se strinjam. Ja, to si dobro rekel, pač moraš vedeti, kako kupuješ. Ne, sem recimo, ne vem, če pogledaš, dobiš tudi karbonsko balanco za, ne vem, 80 €. Ja. To jaz ne bi dal na kolo. Recimo, ok, verižnik, tudi če ga zlomaš, Ja. jebi ga. Se strinjam, so določeni kosi, ki moraš biti malo bolj pozoren. Ne vem, jaz sem slišal tudi za en brand sedežev, zdajle sem imel tudi še celo stranko, ki voz, rečemo, relativno dost, ga ima gor, pa je karbonski sedež, ki je od 50 ali pa od 40 do 100 $, pa deluje zelo v redu. Ja, ja. Tako da, ne, me kar zanima. Problem je sam za distribucijo za Evropo. Rečemo ti, da greva zdaj še za končne kupce malo povedati. Jaz, če uvažam nekaj, ne, moram plačati davek, moram plačati poštnino. Kupam pa čist po isti ceni, kakor oni prodajajo končnemu kupcu, ne. In je pol težava dobiti določene brende kot distributer ali pa dealer v Evropo, ker imaš toliko velik stroškov, da praktično ne moreš, ne. Ja, ne, sem še zmeraj, recimo, ne vem, pač te, predvsem mladi pa to, bo zdaj naročil, a ne. Bo Ja, naročil samo oni in si bojo sam tam naročili. Ja, tako. Ja. A ne, imaš pa še zmeraj generacijo, ki pa je nekaj pomen, da pride v bike shop, pa tam kup, pa se ne misli on zajebavati s poštnino, Ja. pa to. Tako da, Pa se, jaz mislim, da tukaj je največja razlika to, da oni, ki so dosti vešči, pa ve, kakšen ležaj itd., pač on si bo praktično sam že sestavil kolo. Oni, ki pa rečemo pa niso, pa rabijo kakšen nasvet, bo pa raje prišel v štacuno, pa bo rekel, jaz sem si zamislil ta kolo, a mi to lahko zrihtaš, in pač tam vem, da mi pridemo pol v poštev. Oni, ki si hočejo pa sami čist iz nule sestaviti, ja, tam pa zdajle, ne vem, že zadnji 2 let se kaže, da če si sam sestaviš kolo, se pravi, ali da ga mi sami sestavimo za stranko, ali pa če si čist sam, te pride kolo kar dost cenej, kakor pa če kupaš sestavljenega že. ja, sigurno. To, Recimo, pač samo može biti šlog za to. Recimo, jaz, če mi žarenca na avto crkne, jaz ga peljal v serviserju. Ker, jaz tudi. ker se ne bom lotil, ker vem, da mi narejo samo štalo. A ne? Ali pa se, mislim, ne bom. Pelem dol, plačam, zamenjaj, čau. Daj mi še povej, ceste v Aziji, a je drugačen, kaj je občutek, kakor kle, ker tam rečemo, večinoma so tudi tako, da so fule vlage. Kakšen se ti zdi, da je v prijemu, v primerjavi, ne vem, s Slovenijo, kaj je drugače ali isti šmoren? Ceste v Aziji, to je, če primerjava recimo neko Indonezijo s Kitajsko, je to čist drug pojem. Na Kitajsko imaš ti pač 6-pasovence, dirkaš po teh širokih cestah, praktično, kar rečejo, da moramo biti previdni, ko bo small road, to še zmeri večja cesta, kot pa pri nas recimo glavna cesta. Okay. Zelo podoben kot Dubaja, ne. Okay. Pol Indonezija ceste načeloma tam, ko smo mi dirkali, je bilo povsod v redu. Sem zdaj malo gledal, je dirkal v Afriki, v Gani, tam dirkajo po šodru tudi, pa res zgleda razbit. Ampak načeloma, kar se dirk tiče, smo dirkali zelo po dobrih cestah. Okay.
Kako je pa občutek na sami cesti, je isto, kot da bi se pri nas vozil, ni zaradi tega, ker je drugačen ozračje, da je pa kaj drugače. Isto, tudi v Mokrmu, recimo, Lankavi je bilo, mislim, da smo ene 4-5 etap v dežju vozili, ampak to res drž, pa drži. Ni, ne vem, jaz nisem porajtal, da bi bila kakšna razlika. Ti furaš 28 ali 30? 28. Pa imaš tubeless? Tubeless, ja. Okay. Nač, da mi pol še povej, kakšne imaš pa plane za naprej? Nimam planov. Zdaj sem rekel, pač določeni pogovori tečejo še dol z azijskimi ekipami, ampak sem rekel, zdaj me itak čaka do marca delo pri biatlonu. Tako da vsak let sem takle čas bil neki motiviran za naprej, pa vedel že točen, kva bo. Letos sem pa rekel, če bo kdo poslal neko pogodbo, za katero jaz mislim, da se še splača voziti, ja, če ne pa po moje do konca. Mislim, si ti s tem znanjem pa to, če bi šel v kakšno mlajšo ekipo, tako ko si rekel, da ste tam, ko ste bili v 23, da ste pol dubl, mislim, po moje si zelo, kot se temu reče, added, dodana vrednost za določen klub, a ni tako? Ja, sej, te opcije, se pravim, pušam odprte, ker sigurno ne bom pa več dirkal v Evropi. To je pa enostavno, mislim, da tudi nisem več dosti dober, ker je šlo pač to na tak nivo, da pa nekako sej, toliko sem zmeri, da z grupo končam, oziroma ne vem, prva tretjina, sam tudi to meni ni. Jaz rajš grem pa, da sem v igri za zmago. Ja, ali pa, ne vem, koliko ste bili tudi pri Gregatu, da si šel tja, da si pomagal, je tudi... Ja, da sem jaz v igri za zmago ali pa da je ekipa v igri za zmago. To mi ni problem, pa da pač nekaj od tega imaš. Ker tle v Evropi pa navaren je rata. Res je, sej so bili prej padci, ampak zdaj recimo tam v Latviji, ko smo dirkali, jaz nisem padel. Jaz sem v bistvu padec z bremzov, se umaknil na rob ceste, dal ketno nazaj gor in je vame preletel, pa sem ključnico zlomil. In to je bilo na 40 kilometru etape, ko je bila šprinterska etapa, Bek je bil odzunaj in se je zgodil padec pol grupe. In je res, pač kolesarji bojo mogli biti malo bolj previdni, ne zdaj, da je UCI kriv ali pa organizator. Pa kje, kako naj to postavim, zakaj se ti pa zdi, rečemo, da je zdaj dirkanje ratal toliko bolj navaren, kot je bilo pa, ne vem, pred 5 leti? Je ta brzina, ki se večjo dosega, rečemo, kolesa so zdaj hitrejša, kot so bila pa 5 let nazaj. Tudi mogoče, ne vem, a se je zdaj tudi kako drugače začeli trenirati, pa da so še kolesarji še močnejši, ali kaj je pripeljalo do tega, da to se mi zdi, da zadnji let, 2 poslušamo to tudi od pro-tour kolesarjev, ne, so vsi že tako malo prestrašeni, kaj se dogaja? Ne, ni. Jaz mislim, da ne kolesa, ne trening, mentaliteta kolesarjev. Vsak bi tudi, način dirkanja se je spremenil, vse to vidimo. Včasih se je mogoče dirkal zadnjo uro, oni ta boljši, tudi tur pa to, kaj gledaš. Zdaj se vidiš, Pogačar gre 70 km, 100 km do cilja, on gre, in se dirka razbije. Drugače pa, ne vem, jaz imam občutek, da so kolesarji dejansko pripravljeni umreti za 10 evrov. Bili smo v Gradcu na kriteriju in je bil drug krog od, ne vem, 30-40. Grupa se je raztegnila, jaz sem bil, ne vem, na 5-6 poziciji in me je en Avstrijec, oziroma za avstrijsko ekipo voz, me je prehteval po notranji v wing. Mi smo šli 60 na uro, malo je bilo spusta, 60 na uro v wing, jaz sem rekel, kam bo ta šel. Niti ni bremz taknil, direkt v ograjo, zlomil nos, 3 dni na intenziven, drugi krog. Jaz zmeraj rečem, kaj je šprint. V šprintu recimo leti zadnje 5 km, tam noben bremzal. Tam, če bremzaš, pač zgubiš. Ampak tam vsak ve riziko. Sam ne, pa zdaj se pa dogaja padci res takrat, ko je res brez veze, da se.
A pa se ti zdi, zdaj tako sem dobil neko, ko bi rekel, v glavo, rekreativci, ki se vozimo, rečemo na Franji, ne? Ti imaš uno prvo skupino, pustimo, so zelo dobri, pridejo na konc, redko kdaj je padec, čisto v ta prvi skupini. Pa imaš pa ti tam tretjo, četrto, ki so, ne vem, 5 v skupini jih je uni, ki so še dosti močni, ostali 20 je pa takih, ki gagajo, pa že zvezde vidijo zadnjih, ne vem, 60 km. A se pol v bistvu na podoben princip dogaja zdaj tudi temu višjem nivoju, ki se dirka praktično od začetka in ki ni pripravljen, bo že, ne vem, po 40 km lahko že gotov, ne, in pol vijugajo, ne spremlja tako dober dirke in je zaradi tega tako pacal. Tudi to res. Mislim, sprašujem te, kaj ti rečemo, že dirkaš in... Imaš prav, ne? Recimo, tako kot si rekel, za Franjo pač se pade se povsod, ne? Ja. Padejo World Tour, padejo amaterji, vsak pade, ne? Sej to ni zdaj. Ampak recimo, tudi tle na našem nivoju je to problem ratal, ker so ogromne razlike v grup. Imaš ti fante, ki so recimo v development ekipah in vozijo te dvojke. In to so fanti, ki, ne vem, začetek sezone štarta z development ekipo, konec sezone bo mogoče v World Touru dirko zmagal ali pa končal 10. Se pravi, mašina. In pomaš pač take, ki od začetka komi držijo. Ki pač dela zraven še šiht, ki vozi za neko klub ekipo. In problem nastane, sej, če je dirka malo razgibana, se takoj naredi selekcija. Ampak problem je pa te ravne dirke, recimo, kaj, ne vem, zdaj 47-48 povprečna, tako kot smo mi v Latviji vozili. In takrat, ko se dirka samo malo ustav, bojo vsi te, ki prej gagajo, takoj naprej navalili. Zaradi tega, ker vejo, da jim je to edini način, da preživijo dirko. Recimo zdaj, ko sem v Indoneziji, pa v Maleziji dirkal, ni bilo tega. Pač nekako se je vedel, kam kdo spada. In tudi recimo, če govorijo od raznih amaterskih dirk, Grand Fondi, na Hrvaškem imaš zelo veliko teh Grand Fondov tle v okolici Zagreba in tam skoraj ni paca. Tam pač ljudje vejo, kam spadajo in tam se nekako držijo. Ja, pa po moje tudi sploh, zdaj ne vem za vse, ampak ne vem, kakšen istrski in podobni, ne, so tudi toliko težki, da se načeloma oni te hitri se odpelejo, oni, ki so počasnejši, pač se naredijo zelo hitro grupe. Ne. Ja, se pravim, kjerkoli je selekcija, pač praktično ni pacov, vsaj teh masovnih. Ne. Problem je pa res te dirke, sej Franja tudi pol pokladje, če tako gledaš, ok, tam v Polanski dolini, pa Franja še niti ni tako težka, ampak glavni paci so tle, do Vrhanke. Pa ne, se mi zdi, da je ta najbolj pomemben, mislim, pri Franji, ne, pa se padajo tudi pol, ki pridejo nazaj na kaj Dunajska, ali kaj je, ali celo, se ne vem. Ok, tam je pa šprint, tam je treba soseda premagati. Ja, se mi zdi, da je bolj fora, da to, kar sem prej omenil, ker se možno tudi pač na najvišjem nivoju dogaja, da so določeni že toliko gotovi, da so z glavo že, zdaj sem pa že v Ljubljani, rečemo, ne, še 5 km zdržim in sem v cilju in pač ne spremljajo več toliko dogajanja. Ne vem, ampak jaz sem da letos, pa sem bil zelo najslabši, ne vem, kdaj sem toliko slabo vozil, pa ker sem se slabo počutil, sem bil še dokaj pozoren, ampak vem, da če bi takrat ful letel ali pa nekaj, ne, vem, da bi imel težavo rečemo biti pozoren na cesti, ne? In se mi zdi, da je pač to lahko tudi problem v vsakem nivoju kolesarstva, ne? Da je zaradi tega toliko pacev, ker en ni pozoren, se lahko sklati jih celo grupo, ne? Ja, utrujenost je siguren faktor, ne? Ker tako, ko se zdaj dirka te Pro Tour etape, ne vem, vse 3 tedenske, ki smo jih letos gledali, to je praktično bil boj za ubežno skupino, ne, za cilj na konca, ne, ampak za ubežno skupino je bil, ne vem, na Turu so se lahko tudi 100 km so skakali v brisani, ne, in pač... Ja, dejansko zdaj traja beg, da gre. Ni več da se boš pa spredaj postavil, pa šlo. Ja, pa da te kar spustijo naprej. Res je, to je zato, ker vsak hoče se dokazati. Ekipe rabijo publiciteto in ne vem, jaz se spomnim,
ko sem vozil za Adrijo dirko po Hrvaški, mi smo šli od štarta, 5 komadov nas je šlo, sploh vedeli niso. Smo imeli 13 minut. Etapa je bila 250 km, Osijek-Varaždin in smo imeli 13 minut. Pa so nas ujela. Ne? Danes gre beg, ali so zdaj dobri kolesarji spredaj, ali so čiseni abrvezniki, ne bojo več pustili 3-4 minute, max. Ker noben noče spustiti predaleč, da je treba pol loviti. Že 4 minute, če rečemo, je ekipa zadaj, ki so pripravljeni zmagati tuno etapo, mislim, da ne vem, če je bilo letos več kot 2,5 kdaj, da so jih pol ujeli. Skozi jih držijo na neki distanci, ki vejo, da ko bojo 60 km do konca začeli malo bolj orang, da jih bojo ujeli. Se je bilo parkrat na meji, pa so obežniki zmagali, ne? Ampak takrat, ko pa se ve, da bojo obežniki zmagali, se mi zdi pa, da jih pa pustijo, da gre pa v njih 15 minut, samo zato, da sam takih etap, mislim, da je bilo. To so 3 tedenske dirke sej. Ja. Ostalo lahko pozabiš. Se dirka pač, kaj enodnevne dirke, ne? Ker tudi vsak kolesar, vsaka ekipa ima svoj interes. Oni, ki vejo, da pač na generalno ne morejo, bojo probali iskati etapne zmage. Oni, ki vejo, da ne morejo etapno zmagati, se jo hoteli pokazati saj v begu. Ne? In je, ja, pač tako je rata. Ej, a boš pokomentiral še kaj letošnjo sezono Pro Level? Ja, lahko si sam želimo, da to traja še par let, dokler bo Pogi gonil. Pa bomo pa videli. Pač tudi zadaj prihaja, Umrzel, pa imaš Valjavc, Ravbar, Je zdaj teh do Eržen. 23 je kar nekaj takih, ki so zelo v redu, ne? Ja, imaš fante, sem bil z njimi v Levinju. Tele, ki so se za Lavenir pripravljali, so tudi pripravljeni so delati. Ni ono, da smo pa malo slikali, pa je to, ne? To se trenira, orang. In jaz mislim, da pač zadaj potencial je, ne? Vprašanje pa, če bo kdo, to pa mislim, da ne? Da na tak nivo pa šel, ker... Mislim, če dava roko na srce na takmu nivoju, pa tako, zdaj Pogačar dirka ga ni bilo od unih 70-ih, 80-ih let. Jaz mislim, da ga sploh še ni bilo. Ker to je pač v novodobnem kolesarstvu, da toliko stvari zmagaš, pa za moje pojme je bil Roglič ta prvi, ki je že določene te dirke lahko zmagoval, ne? Pa da je tudi zelo dominantno zmagal, zdaj, ko pa Pogačar prišel, je pa še štenga višji od Rogle in ne vem, meni je tako, ko ga gledam, pač vsi vemo, da se on orang pomatra, da pač to doseže, ampak zgleda pa tako effortless, se ti zdi, da se kar odpele in da mu je tako, ja, zdaj sem šel na nedeljsko furo. Ja, jaz mislim, da tudi tako glih ni, ne? Tudi on mislim, da takrat, ko gre, pač trpi. Ja, ampak ja, zgleda se pa... Pravim, zgleda pa, on se je odločil, zdaj bo skočil in takrat, ko skoč, ne vem. Ne, res je fascinantno, da je en toliko boljš od ostalih, ker res, takrat, ko se odloči, da v šov gre. Ja. To sem se že pogovarjal zdaj že na parih podcastih, sploh s Petro. A se tebi tudi zdi, da kolesarstvo, če gledava čas ni balija, to je 10 let nazaj, rečva, tam 2010, 15 let nazaj, takrat ste bili kolesarji bolj, rečemo te, ki so bili z hribolazci, so bili sam suhi. Rečemo letos, če jaz pogledam Pogačarja, pišemo, meni se zdi, se je suh, ampak se mi zdi, da ima zdefinirane mišice, se mi zdi, da je mogel delati dosti tudi v fitnessu, ne samo na kolesu. Se ne vem, se to sam meni zdi, ne vem, a si ti kaj opazil, da je drugače zgleda na kolesu, da zgleda močen. Ja, siguren je šlo pač to, pač s prehrano je to zdaj vse pač imajo, to ne grejo brez vage nikamor. In za hrano in za sebe, sploh te na najvišjem nivoju. Zdaj, koliko je to pač, glizanj sem en intervju bral, vse to prav zdrav ni, ampak pač riskiraš tistih 10 let karijere, ker imaš in je to. Čeprav jaz mislim, da te mlajši generaciji pač to normalno. Tako, kot je tebi normalno, da daš čelado gor, ker tudi unim 30 let nazaj pač ni bilo. Tako je pač tem zdaj to ratal normalen. In je definitivno, pač je, Pogačar je unikaten.
Sej, je pa tudi res, da ti, kar ti po televiziji vidiš, ni pač glih tako, kot je v živo. Ker v živo, ko gledaš te fante, to so res suhi. Ne, še vem, ne vem, 14 dni, 3 tedne nazaj sem po naključju srečo glih Mezgeca, ki vala za bolj desca v karavani, pa je tako suh bil, ko sem ga v živo tam videl. Ja, tako da eni so Warrenk posušeni še zdaj. Ne. Ni pa več to, kar je bilo, pač, ko so bili pa res takrat Wiggins, Nibali, se mi zdi, da to je zdaj ta prehrana, ker še zmeraj je, tudi hitrosti so više. In ti, če boš težji, pa če boš imel isti vat na kilo, ki ga ima en, ne vem, recimo, če rečemo, da imaš enega 60 kg ali pa 55, pa enega, ki ima 70 kg, pa imata oba isti vat na kilo, boš hitrej, ki ima več kil. Zakaj? Ne vem. Okay. Pač to mi Mohorič enkrat razlagal. To moraš njega sem povabiti pa vprašati, ker ima naštudiran vse v nulo. Ampak nekaj je pač, da če večje vate proizvedeš. Dej, če ga poznaš, mu reči, da ga vabam, jaz nimam njegove cifre. Zdaj v Sloveniji. Čak, še nekaj sem te hotel. Uno, ki si prej rekel, da riskirajo teh 10 let, pa pa si zelo dobro povedal, da to je zdaj njim navada. Ne? Se pravi, njim se po moje niti ne zdi, da karkoli riskirajo. Sej prehrano imajo zdravo, je zelo pač najbrž bolj zdrav že skoraj ne more biti. In je to v bistvu njim je to kot neka rutina, mi zdajle pri 40-ih rečemo se moramo navaditi, pa je to, bi mogli biti res disciplinirani, ne? Pri njemu je to tako, kot zjutraj, ko se more po obrazu umiti, je uno, da si zvaga vse stehta zdaj, koliko je. Mene vem, da to ful obremenjuje, da moram paziti na hrano, jaz v glavi pač ne morem, pač tudi nikoli si nisem želel mogoče biti na takem nivoju, tako da si ne predstavljam, ampak ja, pri teh, kar je mlajših kolesarjev, pa po moje, da so s tem odrasli in je tako, da bi si, ne vem, čevlje zavezal. Ja, se pravi, tudi recimo, če gledamo te development ekipe, to je zdaj pri 16-ih ali pa recimo 18-ih je to vse do tera, od treninga do prehrane, do vsega. In zdaj jaz mislim, da za tiste kolesarje, ki je to prišli čez, je to zelo dobro. Pač bojo res na visokem nivoju lahko furali 10 let v World Tour ekipi, sam po drugi strani se pa vprašam, kaj z unimi, ki ne bojo prišli čez. Se to po moje, da zna biti velik problem. Mislim, jaz, ko sem letos spremljal zelo velik dirk, toliko ne vem, če sem jih že kjer let, meni se zdi, da zdajle, da si ti konkurenčen ekipam, tako kot so UAE in podobni, ne, rečemo ta najvišji razred nivo, že za njih gledam, oni pridejo, saj meni se tako zdi, vseh, ne vem, koliko jih je, 8 kolesarjev, na dirki se mi zdi, da so na najvišjem nivoju, da so tako dobro pripravljeni, ki še nikoli niso bili. Sploh takrat, ko Pogačar voz v ekipi. In pa si ne predstavljam, ko zdaj tam neka, ne vem, Intermarché pridejo, ki mogoče nimajo nobenega tazga zvezdnika, ker tam jih je vsi so dobri, tam pač vsi so poznani, no. Tam pa niso in oni so vsi na najvišjem nivoju, se pravi, vsi so na 110%, si ne predstavljam, ko pol neka, ne vem, ekipa ali pa ki jo povabijo, kako bo sploh lahko tako dober dirkal, če oni začnejo pretegovati 150 km do konca, si sploh ne predstavljam, kako sploh lahko si zraven, da te so na televiziji opazijo. Ne? Ja, ni, lej, trpiš. Saj ti lahko povem moj primer, saj smo vozili dirko po Avstriji, so bili v UAE Del Toro, mislim, da je zmagal. Okay. Nič, to oni prijo tam z avtobusom, ti se pripeleš s kombijem, lej, jaz sem pa po etap še masiral, pa kombi sem vozil, on ima pa tam ves support. Ampak pač probaš, držiš, dokler lahko držiš. Ni. Od začetka probaš, jaz sem se v Avstriji fajn zafrknil, no. Ker sem pač glih po poškodbi ključence je bilo. In ni tak, jaz vsako dirko, ko grem, pač grem z nekim ciljem, da se pokažem. Recimo, probam bežati, če vem, da pač drugega ne morem narediti. In v Avstriji sem se pač zaklal. Tretjo etapo, dvakrat, prve 2 dni mi glih malo zmanjkalo, forma ni bila glih top, pač to je bilo, mislim, da 3 tedne po tismu, ko sem ključenco zlomil. In forma ni bila top, jaz sem šel pa z mentaliteto udri.
In 2 dni mi je malo zmanjkalo za objekt, 3 dan sem rekel, gremo all in in smo ga pretegovali prve, 30-40 km, to sem naredil all time best vate vse. Sam pač beg ni šel, in pa sem pa zbuksiral. Ni šlo do cilja. Enostavno sem se uničil toliko, da sem sam šel v bok zapeljal. Ja. Mislim, ajde, si se vsaj potrudil, si dal vse od sebe in Ja, probaš pač. se ne moš drugače, Ja. ker si zraven takih, moraš, kot si rekel, se moraš pokazati. Ne? Ja, moraš pač nekaj narediti, drugače pa, kar si rekel, te razlike od ekip. Pa če gledava recimo, ne vem, te Tudor pa to, enostavno, ko pridejo te najboljši, tudi oni nimajo kaj zadelati. Recimo primer, Lankavi smo zdaj dirkali. Je šel bek, je 2 sta kontrolirala, eno da stane, eno od Tudorja, cel dan. Etapa 180 km, povprečna na koncu mislim, da 48-49. Ampak 2 sta kontrolirala spredaj. In kaj se je zgodilo? Ujeli so bek, ne vem, 8 do cilja, jaz upalim iz grupe ven, do daske, bil sem 4 km spredaj, ker so me ujeli še zmeraj isti vleko. In pa si rečeš, kako? Jaz sem šel 4 km v plafon, on je cel dan vlekel, ampak pa je pa brat rekel, a veš, pa pride pa World Tour dirka, gre pa tak, kaj tebe ujel, bežat, ga pa velen samo jame. Kako grejo te fantje, to je res znanstvena fantastika. To moraš v živo videti, ker tam na televiziji, ko gledaš. Ne v živo videti, to bi mogel dejansko se iti peljati v grupo, pa da vidiš, kako to leti. To se pravi, ko smo dirko po Avstriji vzeli, pa to moče je, da tam je bilo, ne vem, 3-4 World Tour ekipe. To, kaj je World Tour dirka, recimo Tour, to mora biti, to res mora leteti. Ja. Jaz sem bil letos ful presenečen nad Uno X-om na Touru. Pač to, da so to, kar so oni naredili letos na Touru, na tem nivoju, je vsaka čast pač celi ekipi, ki so vsaj meni, jaz sem se jih mogoče najbolj zapomnil, pustil dogajanja od, rečemo za skupno, ampak tako od teh ekip, da so bili tako dobri, to je to. Pač več oni že od cele sezone, ne vem, če bi lahko sploh še kaj dodatno naredili, kar so na Touru naredili. Se mi zdi, ne vem, so imeli 2 zmagi. Skandinavci. Ja, ja dober. Kaj pa pričakuješ naslednjo sezono? Ja, rečemo od tem, ko so se zdaj pogovarjali o World Tour ekip, glede na to, da je Remko je prišel zdaj v Red Bull. Red Bull se je kar pojačal mal za naslednjo sezono. Misliš, da bo še zmer zgodba ista? Jaz upam, da bo. Okay. Jaz upam, da bo, pa upam, da še Roglič dobi kakšno priložnost. Tam Švica ne zmaga. Tam mu še manjka od teh enotedenskih tur, bo težko. Nikoli ne reci nikoli, ampak ne, jaz samo upam, da Pogačar ostane na tem nivoju, ker je res fajn za gledati. Eni pravijo, da je nezanimiv, sam meni pa... Meni je fajn za gledati, bilo mi je fajn za gledati, ker je Indurain zmagoval, ker je Armstrong zmagoval, ker so te vsi ta ve, ker je Froome zmagoval. Vsakeč mi je bilo fajn gledati. Ma pa fajn je, kaj je Slovenc. Ja, zdaj pa itak je top. Pač boljš, sploh za Slovence, ne vem, da bomo to še kdaj doživeli na tem nivoju, ne vem, mi da se spomnimo, ne vem, kaj je Valjavc, pa je prišel 10, pa smo bili vsi veseli. Pa kaj je bil na Giro, kaj se je boril za, ne vem, za top 3 mesta, je bilo pač super, ne? In zdaj imamo enega, ki se odpele k profesor vsem ostalim, je pač itak, da je noro, ne? Ja, jaz mislim, ker si glih vprašal za Remkota, jaz mislim, da ne more. Ja. Jaz mislim, da če je s Pogačarjem vse v redu, da ne more. Niti, Jonas itak dirka sam Tour, več ali manj, ampak mislim, da tudi njega ne more. Pa je ne me narobe razumeti, odličen kolesar Remko, ampak za 3 tedenske mislim, da sta te 2 bolj. Jaz se čist strinjam. Sej Remko, zdaj ne vemo, so te novice ta prave, ampak je prišlo ven, da ne bi se osredotočil na klasike, pa na Giro, pol pa da bo videl, bo sploh šel na Tour. Pač to je zdaj prišla novica. Na Tour bo šel, če meni. Ja, sej šel bo, ne, samo vprašanje, ko on ima pa zdaj kar, koliko, 4 kolesarje,
so pripravljeni iti za skupno, ne? In me zanima, kako bo, če bojo vsi štirje šli, ne? Kako se je to razporedili, ker mislim, da jim novglih najbolj simpel. Je pa tako, ne, pač, ok, šteje zmaga, ampak če si ti tur, ne vem, tret, pa to še zmeri vrhunski uspeh, a ne, ampak, ja, bomo videli. Noč, najlepša hvala, ker si se oglasil, a imaš kaj danes zapovedati? Mislim, da sva kar dobro obdelala. Evo, Lahko ti povem samo še eno anekdoto, kaj tako, No, daj. iz Kitajske, ker recimo zdaj to govorimo, ta tehnologija, kako se razvija, električni avti. Bili smo na Kitajskem na dirk, to nisem še nobenemu povedal. Sem imel pač dosti teh intervjujev. Zaprta vožnja. Kolesarji itak za avtom, na par centimetrov, rdeča luč na semaforju in na avtu, ki ima vse možne senzorje, so pozabili senzorje sklopiti. Avto zabremza na črto, pa je 45 na uro in je šlo 50-60 kolesarjev po tleh. To je bilo masovno, to je letel po cel cest. Jaz sem imel to srečo, da sem bil čisto na robu, da sem skočil na pločnik. Počeni okvirji, počene kosti. Dirka prekinjena za 1 uro, pa se je malo skrajšala. Oh, fuck. Evo, to je tako, recimo, ker si predstavljajo vsi, kako je tehnika, dobro, včasih tudi je. Treba Ja, v tem primeru definitivno. kakšen senzor izklopiti. Ja, evo, the best, hvala ti za tole, Hvala za povabilo. za konc. Noč, sončki, do naslednjič. Ta teden pride še Martina, ker sva šla čez vikend vaje v fitnessu posnet, tako da boste si še to lahko pogledali. Če hočete omejeno izdajo adresa, smo naredili zdaj čisto novo majico za Milan Sanremo, pejte na Proof Cycling, pa si kaj lepega kupite, polno drugih stvari je v akciji za črn petek, tako da evo, to je to, do naslednjič, uživite, čau. Čau.